Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V soboto so Brežice zaživele v prazničnem vzdušju, saj so se v sklopu Brežiškega oktobra, ko občina praznuje svoj praznik, na prireditvi kuhanje županovega golaža in predstavitev turističnih društev z dobrodelno noto predstavile številne lokalne organizacije. Več kot 100 različnih prireditev se je odvilo po vsej občini, vrhunec pa je predstavljalo tekmovanje za najboljši županov golaž in najlepše okrašeno stojnico, kjer so se pomerila lokalna turistična društva. Letošnji zmagovalni golaž so skuhali člani turističnega društva Zakot Bukovšek Trnje, naziv najlepše okrašene stojnice pa so prijeli člani turističnega društva Velike Malence. No, jaz moram reči, da ta kuhanje golaža je samo nekaj simbolična priložnost, da se društva turistična družijo, da se sodelujejo. Moram reči, da to izkoristimo na različnih priložnosti, včasih od tem, ko imamo sejm ali v otvoritvi mosta, ko smo imeli v letošnjem letu, pa vemo, da smo naredili veliko, da se je bilo zgradil praktično vodovodni stolp, obnovil in pa tudi zraven kavarna. Žal ni bilo prave priložnosti za otvoritev, zato smo letos koristili, na tej ulici smo se dobili. Predvsem pa je seveda, da se turistična društva predstavijo, da na nek način se jim tudi zahvalimo za pomembno nalogo, ki jih v občini delajo, saj so dobri promotorji našega turizma. Tako da jaz sem vesel, da je danes res največje število društev, da je tu tudi fakulteta za turizem, praktično 12 društev, da se imajo lepo in da s tem tudi pokaže pripadnost občinskemu prazniku. Obenem pa seveda smo letošnje leto še izkoristili za humanitarno noto, saj danes tudi zbiramo prostovoljne prispevke za pomoč družini, ki je v Nauri ostala brez hišice, in jaz verjamem, da tudi s tem humanitarnim namenom bomo prepomogli, predvsem k tem, da bo družina Črpič prišla čim prej do novega doma, po drugi strani pa, da smo se imeli danes en lep dan in da smo tudi dali eno dodatni prispevek k občinskem prazniku občine Brežice. Ja, tudi letos Radio Klub Elektron Brežice proslavlja Brežiški oktober z dnevom odprtih vrat. Tokrat smo malo izbrali drugačen format, smo prišli na zelenico, v naravo, v lep prostor med občinsko stavbo in vodovodnim stolpom, služi nas so vreme in to je tudi naš cilj, biti čim več v naravi. Trudimo se z našima dvema masterchefoma vsako leto, ampak šele letos je komisija prepoznala kvaliteto našega golaža. Bili so navdušeni že tisti, ki so prišli tako na kratko, malo pokuhati pa poduhati. Golaž je res dober. In sicer smo v društvu ena taka zelo zanimiva ekipa in glede na to, da sta kuharja izredna in imata izrednega pomočnika, ki je sicer po letih mlad, ampak po stažu je že kar veteran kuhanja, je bil uspeh res zaslužen in pričakovan, bi rekla. Predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Gorazd Pfeiffer je minuli torek na tiskovni konferenci pojasnil časovnico dogodka, ki je privedel do zaustavitve reaktorja. Po ocenah bo sanacija trajala mesec dni. Ekipa NEK je po hladni zaustavitvi določila mikrolokacijo puščanja v primarnem krogu. Luknjica v velikosti šivankinega oboda je na zvaru reduciranega dela cevovoda priključenega sistema primarnega kroga meter od oboda v reaktorsko posodo. Kot so pojasnili, v NEK ves čas sodelujejo z domačimi in mednarodnimi inštitucijami ter podjetji. Nuklearna elektrarna Krško, zaposleni v nuklearni elektrarni, odgovorno obvladujemo tudi situacijo, ki jo doživljamo trenutno. Naša vizija je vedno bila in bo proizvesti vsako megavatno uro električne energije na varen način z najvišjo stopnjo jedrske varnosti. V dogajanju, ki ga doživljamo te dni, predstavljamo prav to. Mogoče bi za začetek povzel kronologijo malo dogodka, čeprav ste bili o njej že obveščeni sprotno. Pa bi mogoče začel z tako imenovanim obratovanjem elektrarne na 100% moči.
ki smo ga nekako vzdrževali do prejšnje srede, od remonta 2022 naprej. Namreč osredotočil bi se na ta parameter, ki nas je pripeljal v takšno stanje, kot je. Gre za spremljanje in izračun puščanja primarnega sistema z vsemi komponentami, ki so zraven in je del našega vsakdanjika. Njegove omejitve pa so zapisane v tako imenovanih tehničnih specifikacijah, ki je nekakšna interna zakonodaja obratovanja naše elektrarne. Seveda, varnostno kulturo, ki smo jo vzpostavili, nam narekuje, da na vsako spremembo, sploh pa takšno, reagiramo promptno. In tako je v noči iz 4. na 5. oktober bila zaznana povišana vrednost tega puščanja. Operaterji so to zaznali in ta parameter je bil znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Je pa to bil pogoj za vstop v tako imenovani abnormalni postopek, po katerem so operaterji postopali. In lahko povem, da podoben scenarij redno treniramo v simulatorski zgradbi, na popolnem simulatorju elektrarne. In je tak scenarij večkrat vključen tudi v scenarij, v izpitni scenarij ob licenciranju osebja, operaterjev. Torej, odziv na takšna odstopanja je nekaj, kar nas ne preseneča. Kot smo javljali, bil je vstop v zadrževalnih ram že takoj v jutranjih časih v četrtek 5. oktobra na Moči. Vstop v reaktorsko zgradbo je možen na Moči, na 100% moči, seveda so nekateri prostori nedostopni. Takrat tega aktivnega puščanja nismo našli, locirali, zato je padla odločitev, da zaustavimo elektrarno in potem v naslednjih obdobjih smo ponovili inšpekcije, nekako locirali, kje to puščanje naj bi bilo. Ker je puščanje bilo locirano na mestu, kjer so bile povišane temperature, smo se odločili, da elektrarno ohladimo, da pripravimo varen dostop delavcem, da pregledajo situacijo, kje to puščanje je. Tako da smo v nedeljo, v času nedelje, našli to puščanje in ga locirali. Zdaj, vsekakor bo vprašanje od vas in bi mogoče že dal kar odgovor, zakaj ni možno definirati čas sinhronizacije ali vrnitve elektrarne na moč. Zdaj, to puščanje, ki ga danes v tej kondiciji elektrarne, ki je danes, ni več prisotnega zaradi razbremenitve primarnega dela, je najdeno na zvaru iz 6:4 na reduciranem delu iz 6:4 tako imenovane Zollske cevi. To je cev debeline nekje dobrih 10 centimetrov. In puščanje je v velikosti šivanke, se pravi zelo mala netesnost zvara. Ta netesnost zvara je na delu elektrarne, ki je na cevovodu pomožnega sistema, nekje slabega metra stran od reaktorske posode. In to je vse vzrok, da se zahteva strokovno obravnavo inštitucij, ki se ukvarjajo s mehanizmi preučevanja takšnih in podobnih zadev. In Nuklearna elektrarna Krško je že ves čas aktivno v stiku z domačimi in mednarodnimi inštitucijami in podjetji za določitev vzroka in pripravo akcijskega načrta za odpravo odstopanja. Tuje izkušnje namreč prepoznavajo
in analizirajo več mogočih vzrokov nastanka takšnega dogodka. Med drugim so to lahko skrita napaka v izdelavi zvara, napaka v materialu zvara, termalna utrujenost materiala, napetostna korozija, mehanske obremenitve in tako naprej. Konec koncev potrebna bo temeljita diagnostika, tudi porušitvene in neporošitvene preiskave cevovodov, analitično podporne študije in eventualno tudi licenciranje metod sanacije. Torej nekakšna temeljita analiza temeljnega vzroka. Danes vemo, da bo predpogoj za sanacijo tudi praznjenje sredice reaktorja, zato se trenutno pripravljajo predpogoji za odpiranje reaktorja in iznos vseh gorivnih elementov v bazen za iztrošeno gorivo. Zdaj, kako naprej? Nuklearna elektrarna si je zadala precej zahteven cilj, da si za vse to vzamemo mesec časa. Bo izziv tako za naše zaposlene, kot tudi za vse inštitucije, podjetja, ki nam bojo pomagali. Smo nekako prepričani, da je termin realen. Tako da točen datum sinhronizacije na omrežje je iz tega razloga danes nemogoče napovedati. Vsekakor pa želimo to težavo, s katero smo soočeni, odpraviti strokovno, profesionalno, kvalitetno, da NEK nadaljuje začrtano pot proti dolgoročnemu, varnemu in stabilnemu obratovanju. V Državnem zboru je minulo sredo potekala skupna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter Odbora za gospodarstvo na temo, ali ima jedrska energija prihodnost v Republiki Sloveniji z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Projekt JEK2 ni brez nasprotovanj, medtem ko zagovorniki poudarjajo strateški pomen nizkoogljičnih virov energije za državo, kritiki opozarjajo na potencialna tveganja in pomanjkanje širšega dialoga o alternativah in varnostnih vprašanjih. V ospredju so tudi vprašanja o financiranju in pa časovnici projekta s predlogi za vključitev širše skupnosti in gospodarstva v proces odločanja. Poglejmo odzive poslanca SDS Tomaža Lisca in poslanke Gibanja Svoboda Nataše Avšič-Bogovič. Včeraj je potekala v Državnem zboru izredna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor na temo, ali ima jedrska energija z izgraditvijo drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem prihodnost. V poslanski skupini SDS smo pri pripravi na to sejo sodelovali z določenimi jedrskimi strokovnjaki, tudi v sodelovanju z njimi pripravili 7 sklepov, 5 zelo vsebinskih, od tega, da se v Sloveniji zagotovijo obnovljivi in pa nizkoogljični viri energije po dostopnih cenah, od tega, da v to delovno skupino, ki je ustanovila vlada, vključijo tudi pripadnike lokalne samouprave in pa lokalnega gospodarstva in na drugi strani tudi Gospodarske zbornice Slovenije in Slovenian Business Cluba. Nažalost so bili vsi sklepi zavrnjeni. Na sami seji pa so bili očitki o tem, kako prejšnje vlade niso nič naredile, ta vlada pa je naredila ogromno. Dejstva pa so, da je pod prejšnjo vlado že bil sprejeto energetsko dovoljenje za JEK2 in posamezni prostorski načrti so se že umeščali tako v sami praksi, kot tudi preko poskusov zakonov. Ko je prišla ta vlada, je vse te poskuse prejšnje vlade vrnila nazaj na gen energijo in edina konkretna stvar, ki jo je ta vlada naredila, je imenovanje delovne skupine, kjer pa mislim, da imamo srečo, da ji predseduje nov državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, gospod Levičar, ki prihaja iz Posavja in je jedrski strokovnjak, tako da mi le v njega polagamo upe, da se bo morda kaj konkretnega naredilo. Poslanska skupina SDS kot predlagatelj je predlagala nekih 7, mislim, da svojih sklepov, za katere smo v razpravi ugotovili, seveda v vrstah
koalicijskih poslanskih skupin, da se vsi sklepi v bistvu že izvajajo. 2 sklepa sta pa takšna, da jih je v tem trenutku nesmiselno sprejemati. Torej, sklepi so predvsem bili povezani v tem smislu, da želimo, da se z projektom JEK2 nadaljuje. Glede na to, da vlada po enem letu komaj imenovala državnega sekretarja, na drugi strani pa negirala to delovanje državnega sekretarja s tem, ko v nacionalni energetski in podnebni načrt ne vključi jedrske energije, kaže dvoje, da nekaj govorijo, drugo pa delajo. Nas je strah, da za to zakonodajo in za to vlado še dolgo ne bo odločitve do JEK2. Ne nazadnje tudi, ko smo včeraj govorili o tem, da je potrebno čim prej izvesti referendum o JEK2, in ko smo poslance koalicije vprašali, kdaj bodo to predlagali, nismo dobili odgovora. Smo pa v koalicijskih poslanskih skupinah sprejeli svoj sklep, in sicer sklep, da dejansko podpiramo vse aktivnosti, ki jih trenutno vlada in pristojna ministrstva izvajajo za pospešitev JEK2, kot tudi to, da apeliramo na njih, da z aktivnostmi pospešeno nadaljujejo do končnega cilja. Slišali smo, da obstajajo posamezne ankete, ki nekako nakazujejo skoraj na 70% podporo projektu JEK2. Glede na včeraj slišano na odboru, verjamemo, da je v parlamentu več kot dvotretjinska večinska podpora, kajti le predstavniki Levice se niso opredelili do projekta JEK2, ostale stranke pa ga podpiramo, ampak eno so besede, druge dejanja. Mi upamo, da bo čim prej prišlo do referenduma in da bo celotna slovenska politika, torej tako koalicija kot tudi opozicija, pozvala državljane, da gredo na referendum in da glasujejo za to, kar je nujno potrebno v Sloveniji, to pa je JEK2. V bistvu beseda prav zares o referendumu ni tekla. Referendum, ko se bo odvil, mora biti pripravljen na takšen način, da se bo odločalo o konkretnem referendumskem vprašanju in ne o tem, komu je trenutna politika všeč in komu trenutna politika ni všeč. Torej, do takrat je potrebno pripraviti vse informacije, da se bodo lahko državljanke in državljani informirano odločali na referendumu. Ja, v besedah še dokaj solidno, ampak potem, ko trenutna vladajoča največja stranka govori v tem smislu, vsi za nazaj so vseh krivi, mi pa bomo vse rešili, se v poslanski skupini SDS večkrat spomnimo na gospod Bratušek, gospoda Cererja in gospoda Šarca, ki so prav tako kazali z prsti vse, kako je bilo včasih narobe, ampak vidimo, da vsak nov obraz prinese manj konkretnih pozitivnih dejanj. Tako da upamo, da bo JEK2 tista stična točka, kot so bile na primer zadnje poplave, ko smo koalicija in opozicija stopili skupaj za nek resen projekt. Glejte, tako bom rekla, sodelovanje med koalicijo in opozicijo na tem vprašanju, sploh ne vem, zakaj o tem govorimo, do včeraj, pa verjetno bo pojutrišnjem zopet, ko jim bo to pasalo, bom čisto iskrena, zopet nekdo izrekel besede oziroma rekel, da v poslanski skupini Gibanje Svoboda in trenutna vlada nismo za to, da bi se s projektom JEK2 nadaljevalo. V včerajšnjem razpravi sem tudi sama povedala, da sploh ne vem, o čem govorimo in ne vem, zakaj bi stopili na neko skupno pot. Mi smo na poti, mi imamo jedrsko energijo kot potencial zapisano tako v samem volilnem programu, s katerim smo štartali na volitve, kot tudi v koalicijski pogodbi med vladajočimi strankami. Tako da sploh ne vem, kakšno večje sodelovanje bi bilo lahko v tem smislu. Je pa nekaj res, ne? Recimo mogoče sklepa 6 in 7, ki smo jih zavrnili in ki govorita, kdo vse bi moral biti vključen v delovno skupino, ki se ukvarja s tem vprašanjem na vladi, da je pač to še lokalna skupnost, pa predstavniki gospodarstva, podjetnikov in tako naprej. V tem trenutku je delovna skupina sestavljena iz strokovnjakov, iz pristojnih ministrstev, kjer se bodo ta vprašanja, ki jih moramo zapreti, da pridemo do končnega cilja, tole JEK2, ukvarjali s temi problemi. In v tem trenutku mislim, da politika nima pri tem kaj iskati. V to delovno skupino pa bodo poklicani
takrat tudi gospodarstveniki, podjetniki in še prej zagotovo lokalna skupnost, ko se bodo vprašanja nanašala na njihovo pristojnost in bodo sodelovali kot neki občasni člani oziroma povabljeni na taka delovna srečanja. V poslanski skupini SDS z zanimanjem spremljamo dvoumne izjave predsednika vlade glede odločitve o JEK2, kajti ko začne govoriti o nuklearni elektrarni bloku 2, tako začne govoriti tudi o obnovljivih virih, skratka o soncu in o vetru, in po naših informacijah se trenutno predsednik vlade bolj nagiba k povišanju sredstev za vetrne in pa sončne elektrarne. Nenazadnje o tem priča tudi osnutek nacionalnega energetskega in podnebnega načrta in pa zakon o energetski politiki, ki jasno kažeta, da je jedrska elektrarna v Sloveniji ne samo drugi blok, ampak tudi obstoječa na stranskem tiru. Generalni direktor policije magister Senad Jušić se je v četrtek v Brežicah sestal s šefom hrvaške policije, glavnim ravnateljem Nikolo Milino. Glavna tema njunega pogovora je bila dvostransko sodelovanje med policijama obeh držav s poudarkom na okrepitvi aktivnosti, namenjenih učinkovitejšemu upravljanju meja in migracij. Oba sta izrazila zadovoljstvo ob tem, da so odnosi na področju policijskega sodelovanja dobri, pri čemer je magister Jušić izrazil pričakovanje glede dodatne krepitve nadzora Hrvaške na zunanji šengenski meji, saj bi to nedvomno prispevalo k zmanjševanju nedovoljenih vstopov tudi v Slovenijo. Po naših podatkih smo obravnavali nekaj čez 45 tisoč nezakonitih migrantov, zaprosili so za azil, vsi migranti se obdelajo v registracijskem centru in slovenska policija zagotovi, da na organiziran način se jih pripelje v azilni dom, v registracijskem postopku izrazijo namero za azil, v azilnem domu pa podajo vloge za azil. Tiste, ki se ne odpeljajo v azilni dom, se pravi, da ne uveljavljajo postopke za mednarodno zaščito in se skladno zakonodajo izvajajo ustrezni postopki za zavrnitev, vkolikor so nezakonito vstopili na območje Republike Slovenije. Sami znate da je hrvatska policija prošla izuzetno složen evaluacijski ciklus, dakle i prije samog ulaska u Schengen. To su bile iznimno zahtjevne evaluacije, tako da smo itekako prošli, da tako kažem, filter provjera svih mogućih i hrvatska policija ima itekakve kapacitete i sposobnosti što se tiče i broja ljudi i što se tiče znači, i znanja. Imamo dakle, 6500 službenika granične policije plus 2000 policijskih službenika interventne i specijalne policije koje također angažiramo u zaštiti vanjske granice zajedno sa svim ostalim rodovima policije. Sami rezultati da smo ove godine već sada zabilježili 990 krijumčara, dakle smo uhitili samo ove godine, govore sami za sebe. Međutim, moram ovdje naglasiti ovo što vjerojatno vaše pitanje je usmjereno kako je to onda moguće da toliki broj migranata prolazi, pa jedan od odgovora je da je to zlouporaba sustava azila, dakle te osobe iskažu namjeru za azilom i kasnije znači dalje to su te takozvane sekundarne migracije. Mi imamo i preko 6850 na današnji dan i ruskih državljana koji također traže azil, dolaze legalno kao turisti najviše u Bosnu i Hercegovinu i onda na graničnim prijelazima zatraže azil i dalje migriraju. Dakle, sve je to posljedica tog sekundarnog migriranja i zlouporabe sustava azila, a znamo da je stalno se radi na tom novom konceptu pakta o migraciji i azilu na razini znači, Evropske komisije, odnosno na Evropske unije. Ukrepi, ki smo jih uvedli, imajo pozitivne učinke. Pokrili smo, tako kot veste, glavne komunikacijske poti. Gre za izravnalni ukrep, skozi katerega nadziramo, v bistvu spremljamo dinamiko prihodov migrantov iz Republike Hrvaške na območje Republike Slovenije. Ne smemo pozabiti, da glavne migracijske poti se dogajajo na železniških in na cestnih komunikacijah.
Slovenska policija izvaja nadzor na cestnih komunikacijah v dinamičnem procesu, kar pomeni, da se gibljemo in zadržujemo tam, kjer so izkazane potrebe oziroma kjer je povečana frekvenca prometa, tako da naši ukrepi se prilagajajo aktualnim varnostnim razmeram v prostoru. Izvajamo okrepljene mešane patrulje na območju Republike Hrvaške. Seveda določeno število mešanih patrulj izvajamo tudi na območju Republike Slovenije, vendar glede na to, da je prehod migracij iz Republike Hrvaške v Republiko Slovenijo, je prav, da se izvajajo te aktivnosti na hrvaški strani. Mi smo i danas i o tome razgovarali, naši hrvatski policajci, kao što je kolega rekao, rade i u mješovitim ophodnjama. Već ove godine, samo prvih 9 mjeseci je ostvareno 537 mješovitih ophodnji. Također rade i na punktovima, sukladno analizi rizika i to je dinamičan, kao što smo rekli, proces, da se sukladno analizi rizika i na lokalnoj i na regionalnoj razini usklađuje, praktično ja bih rekao na dnevnoj razini se usklađuju, znači i planira se način i mjesto i vrijeme i ophodnji i punktova, dakle, koji su uspostavljeni. V soboto so tehnični pregledi Avto Krka odprli poslovalnico v Brežicah. Slednja je že 31. in je del široke mreže točk varnosti Avto Krka. Nahaja se na Cesti Svobode pri Brežičanki. Ponujajo tehnične preglede za vse vrste vozil, registracije in prepise vozil, zavarovanja ter homologacije. Nudijo pa tudi obvezno kontrolo tahografov, saj morajo v skladnosti z zakonodajo lastniki vozila z vgrajenim tahografom najmanj vsakih 24 mesecev kontrolirati tahograf in omejilnik hitrosti. Zelo ponosni smo, da je naša strategija širjenja mreže po Sloveniji uspešna in zelo ponosni smo, da so Brežice kot poslovalnica 31. naša poslovalnica. Pa to ni mišljeno kot poslovalnica zgolj za neko vrsto storitvijo, ampak da dobesedno stranka naredi vse na enem mestu. In tako smo zdaj postali 31. tako imenovana Brežice, točka varnosti na vaših poteh, s katero komuniciramo in želimo strankam tudi predstaviti, kaj smo. Želimo, da je varno vozilo na cesti. V objektu naše zgodbe so tehnični pregledi. Imamo vse vrste tehničnih, za vse vrste vozil tehnične preglede, registracijo vozil, se pravi od podaljšanja prometnega dovoljenja, ki ga moraš vsako leto narediti, do prepisov vozil, do dedovanja in tako ostalih postopkov. Imamo pa na enoti tudi kontrolo skladnosti vozil, to so homologacije. Vsa vozila, ki so izven tovarniških nastavitev drugače narejena, in pa tudi kontrolo tahografov, ki so nujno obvezna. V naših prostorih so v najemi tudi zavarovalnica Generali, s katero že leta dobro sodelujemo, ampak pri nas na tehničnih pregledih, v registracijah vozil pa imamo Generali, Triglav, Savo in Allianz, zavarovalnice, ki poskušamo stranki ugoditi z njemu najbolj primernim zavarovanjem. Pa si poglejmo še, katere so bile tiste novice, ki ste jih največkrat kliknili na našem spletnem portalu eposavje.com. To je vse, kar smo vam pripravili tokrat. Sledimo dogodkom in se gledamo ponovno prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!